ta zakon o tolmačih še ni zaživel v praksi, pa bi seveda moral prav zaradi tega, kar smo sedaj slišali. Ampak očitno tu na društvu najdete nekakšne možnosti za delo, vas to dovolj izpolnjuje, Vlada. Kako se pa sicer preživljate? Ja, zelo težko. Zdaj sem dobil na društvu javna dela, delam prek javnih del, ampak kaj bo, ker to je samo za določen čas, ne vem, in da bi pa kam drugam dejal prošnje na podjetja, pa nimajo posluha za moje invalidnost, vsak po svoje nekako razmišlja, gluhi smo nekako odrinjeni pri iskanju zaposlitve. Problem je tudi pri pisanju prošenj, ko napišem na prošnje, da sem gluh, me kar pač gre moja prošnja, kar avtomatično je izločena. In je škoda, da ne bi poskusili vsaj razgovore z mano opraviti. S tolmačem bi lahko šel, kjer bi se lahko izkazal in potrdil. Tudi če bi imeli v službi sestanke, bi poklical pač tolmača, ki bi bil prisoten, da bi izvedel novosti, ki bi bile potrebne za službo. Zdaj, ko je ta pravica, ta možnost je, bi to lahko izkoristil, ne bi bil problem v bistvu delati v službi. Ampak zato, že avtomatično, zato ker sem gluh, sem zavrnjen, ne nočem, pa škoda, da vsaj poskusijo, ne vem, 2 tedna, 2 meseca z mano delati in potem vidijo, ali sem sposoben ali ne za delo. Ponavadi je tudi tako, kjer sem delal do zdaj, sem bil edini gluh. In smo se navadili, pač, da če je bilo kaj takega, so mi napisali in enako je tudi doma, tudi doma, recimo v sorodniki ali sosedi, tisti, s katerimi se večkrat vidim, se potem naučiš komunicirati, neko svojo komunikacijo ustvariš. In tudi, kjer sem bil v službi, smo se tudi šalili, dobro smo se razumeli, navadili smo se en drugega in tudi komunikacija je potem nekako stekla, ko je bila prva ovira premagana. Ja, Vladan, vidim, da kljub številnim težavam vam nekako optimizma ne zmanjka. Nekako se optimistično gledate na to življenje. Ja, želim si ostati pozitiven, želim si osveščati o gluhoti, želim si, da bi imeli več stika tudi s slišečimi, da bi ta most bil čim bolj povezan z vsemi, tudi z ostalimi invalidi. Ja, to je moja želja, da bi čim bolj osveščal in združeval ljudi med sabo, takšni in drugačni. Kakšne so pa vaše izkušnje prav tako v vsakdanjem življenju, recimo, ko se srečujete z ljudmi, ki slišijo? Na kaj naletite, recimo, kakšna je vaša, lahko tudi kakšna anekdota, smešna, če nam jo poveste, delite z nami, ali pa neprijetna izkušnja, ki ste jo imeli? Enkrat se spomnim, ki je bila napačna informacija, mislim, da smo se zmenili za eno srečanje in potem sem pa narobe prinesel, neke piškote sem prinesel in so rekli, ne, srečanje bi moglo biti. In je bilo zelo smešno, ker je bila ena beseda z dvojnim pomenom. Jaz sem razumel, ja, je bilo dvojni pomen, pač nerazumevanje in jaz sem, kaj si prinesel piškote in je bilo narobe, šlo je pa za srečanje. In je bilo čist zmešano, v glavnem smo se kar nasmejali na ta račun. No, prav je, da povemo, da vam morda sedaj pri komunikaciji, tudi pri naročanju na zdravnika, pomaga ta klicni center, kjer imate vzpostavljeno video povezavo. To je verjetno zelo pomembna pridobitev. Ja, to je zelo dobro, to je zelo fajn. To, naprimer, ali rabiš zdravnika, ali zobozdravnika, ali datum, ali recimo, če zboliš karkoli, če je narobe, ali pa, naprimer, če potrebuješ tolmača, ti tudi pomagajo priskrbeti tolmača za kakšno stvar, ki rabiš. Kako to dela? Klicni center, kako? Preko računalnika ali pa preko mobitela, SMS klic, ali pa videoklic, lahko prek videoklica dobiš na klicnem centru tolmača, ki ti pomaga naročiti. Recimo primer je tudi naročiti pico na dom. Če ne moram soseda positnati, če me pokliče,
Ali pa, ne vem, mamo pokliči, da rabim, ne, tako pa pokliče in res, čez pol ure dobim pico na dom, ne. Ali pa taksi. To so, pa na primer avtobusne informacije, ne, če so zamude ali karkoli, ne. Za vse to se uporablja klicni center 24 ur na dan je odprt. To je, Ali pa če je prometna nesreča, na primer, tudi, ali pa če imaš prometno nesrečo ali karkoli s policijo, to se vse potem preko klicnega centra uredi, tako je tudi lažje, manj stresno. Že tako, če imaš recimo prometno nesrečo, si pod stresom, ne, in potem, da moraš skrbeti še toliko za te stvari, to je zelo fajn, da to lahko urediš preko klicnega centra. tudi za vaše samostojno življenje, zagotovo, sicer je človek zelo težko samostojen. Me pa zanima, Vladan, kar nekaj smo povedali o vas. Meni se zdi, da tako, da tudi humor je zelo pomemben v vašem življenju. Ste vi takšna hudomušna oseba? Ja, rad se šalim, je res. Naprimer, sploh ljudi, otroke zelo rad nasmejim, tudi vidim, da so potem bolj navdušeni, stik se vzpostavi z nasmehom. Ali pa tudi grem na dom, recimo dom upokojencev, smo imeli tam predstavo in so bili tam negovalci tudi presenečeni, ker so bile recimo ena skupina slišečih, pa so prišli in so jim zapeli in so tudi navajeni, ne, upokojenci, pač da pridejo in jim zapojejo. Mi smo pa šli za eno gledališko igro, malo bolj smešno, in so bili tako navdušeni, ti ljudje v domu so se nasmejali, zanimivo jim je bilo, prav nasmeh smo jim pričarali in en tak pozitiven dan naredili, ko smo šli. Tako da to me zelo gane. Nasmeh je zagotovo tudi pomemben kontakt, ko se srečamo z nekom, ki ne sliši, tudi za vse nas, ki slišimo, se je to lahko prvi takšen vizualni stik z nekom. Vladan, vsakega našega gosta vprašamo, o čem sanja. Kakšne so vaše sanje v življenju? O čem vi sanjate? Kaj si želite za prihodnost? No, to gledališče mi je zelo pri srcu, sicer je odvisno tudi, kaj bo za naprej. V društvu, mogoče bom sprejel delo predsednika društva, drugo leto, ko bojo volitve, in bi rad, da je društvo ostaja aktivno, pa da se čim več mladih tudi vključuje in da čim več pozitivne energije širimo, pa osveščamo kulturno, da hodimo nastopati na prireditve in tako naprej. To mi je meni, ta nasmeh pričara čim večkrat ljudem. Drugače pa služba, zelo moja sanjska ideja je, da bi imel kavarno. V Ljubljani sem videl, da je bila ideja, recimo, da so imeli invalide zaposlene, da bi recimo preko iPoda bilo možno naročevati, a ne? Tako da bi potem šlo naročila, naprimer iz mize preko iPoda, direktno na pult, tam na pultu bi videli, a ne, pripravili za številko mize in naprimer kava, voda, karkoli in to prinesli. Tako da ni potrebna neka huda komunikacija, ampak da je važen ta prijazen stik, nasmeh in da bi lahko gluhi tudi delali, recimo postregli, eno tako domačno vzdušje pričarali. To sem videl in to mi je bilo tako všeč in to mi je taka skrita sanjska želja, da bi mi uspelo enkrat. In jaz, Vladan, vam želim, da bi se vam uresničila, verjamem, da tudi naši poslušalci in poslušalke, kdo ve, morda bo pa Nova Gorica prva, ki vam bo omogočila, da boste tu odprli takšno kavarno. Nenazadnje je to ena takšna inovativna ideja in zakaj se ne bi zgodila prav tu na Primorskem. Ja, super, pač s financami je vse povezano. Hvala lepa obema, hvala lepa Vladan in Natalija Rot, hvala lepa za tolmačenje. Hvala tudi vam za povabilo in za intervju. In še to, kar sem se naučila v teh dneh, hvala lepa še enkrat.